Lep večer, dragi prijatelji. Danes bomo skupaj naredili niz vaj za izboljšanje vida. Bosta dve vrsti vaj, ena za tiste, ki imajo daljnovidnost, druga za tiste, ki imajo kratkovidnost. Torej, tisti, na kratko povedano bomo razložili, kaj storiti v enem in drugem primeru. Naredili bomo dva sklopa vaj. Za začetek, da vas motiviram, bom povedal svojo zgodbo. Ker pozitiven primer mislim, da bo tudi na vas pozitivno vplival in vas motiviral za vadbo, trening. Ko sem hodil v šolo, sem imel popoln dober vid. A proti koncu šolanja, zaradi tega, ker sem rad bral knjige, morda tudi zato, ker sem jih bral v napačnem položaju, leže. Zelo rad sem bral leže, tako, veste. Uležeš se na blazino položiš glavo, vzameš knjigo in bereš. A žal nisem bral po šolskem programu, rad sem imel različne detektivke in sem zelo veliko bral na dan. Morda nisem prebral cele knjige, ampak precejšen del knjige. Zaradi tega se mi je, kot vidite, oblikoval tako bogat besedni zaklad. Veliko ljudi je postavljalo to vprašanje, zdaj so odgovori nanj dobljeni. Torej, prijatelji, morda se je zaradi tega začelo slabšati. Začel sem opažati, da vid ni več tako oster kot prej, vendar ni bil tako slab, da bi me skrbelo. In ko sem že študiral v drugem letniku medicinske univerze, smo imeli zdravniški pregled, kjer so zbrali celoten naš letnik v telovadnici in tam so nas hitro pošiljali k različnim zdravnikom. In med njimi je bil oftalmolog, ki mi je preveril ostrino vida in izkazalo se je, da se mi je vid precej poslabšal. Morda je bilo vse to povezano s tem, da so bile oči dodatno obremenjene. Zelo veliko sem moral brati že strokovne medicinske literature. In na kratko rečeno, po mojih spominih nekje sem verjetno nekaj izmed teh dveh vrstic nekje videl. To je zgoraj, če pogledamo 1, 2, 3, 4, 5, peta, šesta vrstica, tukaj je bilo jasno vidno. Tukaj naprej pa je bilo nekaj nejasnega, zamegljenega. To me je že zaskrbelo, razumel sem, da moram nekaj ukreniti. Opazil sem tudi v vsakdanjem življenju, da je težko razločiti številko trolejbusa, ki se približuje. Odločil sem se, da se bom tem vprašanjem temeljito ukvarjal. Začel sem preizkušati različne vaje, nekatere so dale rezultate, druge pa so povzročile napetost v očeh. Ugotovil sem, da je treba nekatere vaje nekoliko prilagoditi. Zato sem jih začel nekoliko prilagajati sebi. Opazil sem, kaj je dalo boljše rezultate in kaj manj, in na koncu mi je uspelo obnoviti svoj vid. In tako. Zadnjič sem imel tak pregled približno pred 3 leti, ko sem podaljševal vozniško dovoljenje. Ali pa pred kratkim, nisem prepričan koliko časa nazaj, sem prav tako opravil pregled. In potem mi rečejo, preberi to vrstico, ampak ta vrstica ni čisto spodaj, ampak je tretja od spodaj. Preberem jo in rečem, tam sta pa še dve vrstici spodaj. Zdravnica oftalmologinja se je začudila in vpraša, kaj, vidiš tudi ti dve vrstici? Jaz rečem, seveda. Prebral sem ji vsako črko, jasno in glasno. Bila je presenečena. Pravi, da je moj vid celo več kot 1. Pravi, naj imam to v mislih. Jaz pa rečem, razumem, ampak to sem dosegel s treningom in jo je to zanimalo. In skratka, lahko še bolj izboljšaš svoj vid, da bo celo več kot 1. Si predstavljate, tak vid tudi obstaja, kot se izkaže. Torej, obstaja norma, po kateri bi morali videti, na primer, spodnjo vrstico. In če se potem oddaljite še bolj in še vedno vidite, to ni nujno, da to že velja za vid več kot 1. Ampak razvijati ga ne škodi, če ima kdo željo.
Večina pa si želi, da bi bilo vsaj približno blizu enici. To je ena smer, torej da dobro vidimo na daljavo, in drugo je, da dobro vidimo na blizu. Starostna daljnovidnost, kaj je to? Na daljavo še nekako vse razločimo, na blizu pa slabo vidimo. Očala si že moramo nadeti, da lahko beremo. Kako se s tem spopasti, bom tudi pokazal. Torej, prijatelji, ne le spopasti se, ampak celo izboljšati. Če se vam je to razvilo, lahko naredite tako, da boste spet lahko brali brez očal, če si tega želite. Če ste se na očala navadili, potem prosim izklopite in nas več ne motite. Nas, ljubitelje zdravega načina življenja in ostrega vida, pa čaka zanimivo potovanje v svet vaj za oči. Torej, prijatelji, kot je danes znano, tako znanosti kot tudi nam, oko obdajajo mišice, ki premikajo oko, znotraj očesa pa so mišice, ki spreminjajo ukrivljenost leče. In ene in druge so potrebne v mehanizmu fokusiranja vida. Torej, obstajajo različne teorije, vendar v praksi, poglejte, kaj se zgodi, fokusiranje vida spremlja gibanje očesa. Torej, očesnogibalnim mišicam nekateri sploh ne posvečajo posebne pozornosti, čeprav obstajajo metode za obnovitev vida, ki temeljijo izključno na vadbi očesnogibalnih mišic in so prav tako precej uspešne. In pozornost bomo namenili tako enim kot drugim, ter je treba doseči njihovo usklajeno delovanje. Očesnogibalne mišice, vse je jasno, kaj počnejo. To je ena njihova funkcija, to je gibanje oči pri fiksirani glavi. Skratka, to je gibanje očesnega zrkla v različnih smereh. Zaradi tega, ker jih je več, so nameščene pod različnimi koti. Gibanje očesnih zrk je praktično neomejeno v katerikoli smeri, lahko se premikajo desno, levo, gor, dol, v vseh smereh. Mišice, ki se nahajajo znotraj našega očesa, ciliarna mišica, imajo več smeri vlaken. Spreminjajo ukrivljenost leče, spreminjajo debelino leče in zaradi tega pri nas pride do fokusiranja. Skratka, zaradi tega fokus pade na mrežnico, ker je naša leča spremenila svojo ukrivljenost. Mišica se nahaja okoli nje, ima več smeri vlaken, to so krožna vlakna in takšna radialna vlakna. Tako. In ene mišice naredijo našo lečo bolj ploščato, jo stisnejo, druge jo raztegnejo, naredijo jo nasprotno. Tiste, ki stisnejo, naredijo bolj izbočeno, tiste, ki raztegnejo, naredijo bolj ploščato. To je teorija. Glavno je, da vam vse to zdaj v praksi uspe. Zdaj vam bom pokazal, kako sem sam treniral, treniram, bom treniral in vam to tudi želim. In prav te vaje. Ko opazim, da se mi vid malo poslabša, da pride do neke manjše motnje, ker se včasih zgodi, da začne vid biti odvisen od osvetlitve. To je prvi znak, da se je treba malo posvetiti svojemu vidu. Zame osebno je to odvisnost od osvetlitve. Ko opazim, da pri močnejši svetlobi vidim bolj jasno, kot pri bolj medli svetlobi. V tem trenutku spet začnem izvajati vaje in znova dosežem izjemne rezultate, kar želim tudi vam. Torej, prijatelji, začnemo s kratkovidnostjo. To pomeni, da začnemo s tem, da izboljšamo svoj vid na daljavo. Zato bomo potrebovali klasično tabelo za preverjanje vida, ki je zelo primerna. To je za tiste, ki znajo brati. Za tiste, ki so na primer premladi, da bi poznali črke ali pa ne poznajo abecede, obstajajo različne takšne vrste tabel, zabavnih figuric.
Tudi to je primerno, tukaj je predstavljen čajnik, slon, jelka, raca, letalo in mušnica. Tudi to lahko uporabite, učinkovitost ne bo nič drugačna. Prva vaja je hkrati tudi diagnostična, saj vam bo pomagala izbrati položaj, v katerem bodo potekale vaše glavne vadbe. Poglejte, prva vaja je najprej ogrevalna, nato pa bo hkrati tudi praktična. To lahko izvajate takoj s tabelo ali pa kar pred zaslonom, tako da mi zdaj gledate naravnost v oči. Tako. Svoj pogled usmerite v določeno točko, naprimer, glejte me v desno ali levo oko, ali pa na nos. Poskusite gledati samo v eno točko. In zdaj kaj naredite? Obrnite glavo v levo in nazaj, postavite glavo naravnost, obrnite, nazaj, naravnost, obrnite, naravnost. Ves čas se trudite, da ne odmaknete pogleda z tiste točke, v katero gledate. Pri tem lahko mežikate. To gibanje izvajate v eno smer, nato v drugo smer, v levo, v desno. Nato združite obe gibanji, zdaj že obračate v levo, v desno, torej popoln obrat. Obrata vratu ni treba narediti do maksimuma, izvajajte ga, dokler ohranjate stik s točko, na katero gledate. Ni se treba truditi obrniti se še bolj. Torej, obrat je res majhen. Vaše oko pride do roba svojega možnega gibanja, ni treba poskušati narediti še več. To je dovolj, brez posebne napetosti naredimo ta gib. V eno smer, v drugo smer, to je bilo prvo gibanje. Takšnih naredite, no 10 ponovitev je dovolj. V eno smer, 5 do 10 ponovitev, v drugo smer. Tako na ta način ogrevate svoje očesne gibalne mišice. Zdaj drugo gibanje, navzgor in naravnost, navzgor in naravnost. Prav tako gledajte v eno točko, ne odmikajte pogleda. Naslednje, navzdol, naravnost, navzdol, naravnost. Lahko izvajate sede, lahko stoje, ampak leže vam verjetno ne bo udobno, predvsem zaradi glave. Glava se ne bo tako spretno obračala. Gor dol. Enako, gibanje tudi 50krat tako, 50krat tako. In gibanje naredite tudi 10krat gor dol. Vratu tukaj ni treba močno napenjati. Če je kakšno nelagodje na področju vratu, si oglejte video o vratu in naredite vaje za vrat. Torej, naslednje gibanje, poglejte naprej, kaj se dogaja. Naredimo zasuk. Oko se znajde na robu, kot vidite, svojega gibanja. Zdaj se osredotočimo na to oko, ki je bliže vam, ne na tisto, ki ga nos zakriva. Zdaj pri takem gibanju bolj aktivne informacije prihajajo iz tega očesa in naredimo gibanje navzdol in navzgor. No, lahko naredimo tudi malo lažje, torej gibanje razdelimo na polovico. Torej, dvignemo navzgor, spustimo in tukaj spustimo navzdol. Dvignemo, spustimo navzdol, do sredine. In potem naredimo celotno gibanje. Tudi tukaj se trudimo, da ne odmaknemo pogleda od točke, na katero gledate. Enako lahko naredite tudi z druge strani. Po pol gibanja naredite navzgor, navzdol, navzgor, navzdol. V eno, v drugo stran. Naslednje gibanje dvignemo navzgor. Oko se znajde na spodnjem robu, kot da je v spodnji točki očesne votline in v tem položaju enako. V eno smer 5-10krat, v drugo smer 5-10krat in celotno gibanje v eno, v drugo, v eno, v drugo. Tretje oziroma katero že, sami preštejte. Torej, spustimo glavo navzdol. Navzdol smo spustili, lahko pa, no tukaj morda ni najbolj udobno, ko ste spustili glavo navzdol, ni ravno udobno premikati glavo v eno, v drugo smer. Tukaj je druga možnost, lahko pogled dvignete navzgor in v tem položaju prav tako naredite gib v eno stran, gib v drugo stran. In to sta dve možnosti.
Obrat levo, desno, levo, desno. Tako, zdaj smo šli skupaj po skrajnih mejah gibanja. Torej, kaj smo torej počeli skupaj? Najprej smo skupaj naredili gibanje desno-levo v vodoravni smeri. Gibanje gor-dol smo naredili iz osrednjih točk. Potem smo naredili gibanje v skrajni levi in v skrajni desni točki. Tukaj, tako. Potem smo v zgornjih točkah naredili gibanje desno-levo in v spodnjih točkah. Povsod smo premikali. In bila so mesta, kjer je gibanje potekalo lažje, udobneje, bolj običajno. Bili pa so tudi položaji, kjer skoraj da ni bilo mogoče zadržati pogleda na eni točki. Ampak osebno pri meni je bilo od začetka najtežje prav to zgornje območje, torej ko je oko v zgornjem položaju. Najtežje je bilo zadržati prav ta položaj. Kasneje, s časom in treningom, razlike ni bilo več. In eden izmed stranskih položajev tudi. Za tega ne morem več reči, se ne spomnim. Ampak na to je treba biti pozoren pri treningu, na primer. Tako kot pri meni, recimo, imate tudi vi težji položaj. Pri ogledalu je koristno izvajati to gibanje, takoj boste opazili, da se pri določenih gibanjih glava prosto obrača, a na primer v nekem položaju pa začne tako nihati. To prav tako kaže na to, da gibanje med očmi in mišicami vratu ni usklajeno. Temu gibanju je treba nameniti več pozornosti. In recimo, da je ta položaj pri vas slabši kot vsi ostali. Potem mora biti vaš trening v položaju, ko je pogled usmerjen navzgor. Takrat vam bo bolj udobno, če boste tabelo postavili nekoliko višje. Vi sami pa boste recimo sedeli in vadili, tako da boste morali gledati nekoliko navzgor takole. Torej, vaša glavna vadba bo potekala prav v takem položaju. Če ste opazili, da imate srednji položaj, ki je nekoliko slabši, potem boste morali vaditi približno na ravni oči. Če ste opazili, da vam spodnji položaj najslabše uspeva, potem vadite spodaj. Stranskih zaenkrat ne obravnavamo. Zdaj določamo samo raven gor-dol. Recimo, lahko poskusite tudi v različnih položajih. Če na primer niste opazili razlike, bo tudi koristno, da vadite tako v zgornjem položaju kot v srednjem in spodnjem. Še posebej pa je pogosto slabša gibljivost prav v tem zgornjem položaju. Torej, najpogosteje je tako. Sede, gledajoč navzgor, izvajajte vadbo. No, za večino, ker je prav ta gibljivost slabše razvita, torej, to je bila naša prva faza, ogrevalna in hkrati diagnostična. Zdaj bomo skupaj naredili ta sklop vaj, ki daje dobre rezultate. Kako se klasične vaje za gibljivost razlikujejo? Torej, vsi, ki so kdaj poskušali trenirati ali izboljšati vid s pomočjo vaj, poznajo vajo, kjer gledamo v stran, desno, levo, gor, dol. To ni ravno dobra vaja, ker pri tem pride do sunkovitega gibanja očesa, ki ni tako enakomerno, kot če na primer fiksiramo pogled in premikamo glavo. To je praktično isto, kot če bi premikali oko. Ampak zaradi tega, ker v trenutku, ko premikamo oko, se naše oko, hočemo ali nočemo, začne fokusirati na predmete. Se v tem trenutku začne preobremenjevati ciliarna mišica. Če so z njo težave, to ni dobro zanjo. Obstaja pa možnost izvajanja teh vaj z zaprtimi očmi. Slabost pa je v tem, da to ne vpliva najbolje na očesne gibalne mišice. Ampak pri teh vajah so preveč izolirane od ostalih, kot da bi bile preveč ločene od vsega drugega. Čeprav je to bolje kot z odprtimi očmi.
Torej, zdaj bomo dali naslednjo vajo za lečo. Obstaja trditev, da naša leča raste celo življenje in zato izgublja elastičnost. In hočemo ali nočemo, s časoma vsakogar čaka daljnovidnost. Ampak poglejmo, kljubujem. Trditvam oftalmologov in rastoči leči. Morda bo mogoče ohraniti njeno elastičnost z uporabo teh vaj. Poglejmo, zaenkrat lahko berem brez očal. Vid je jasen tako na daleč kot na blizu. Bomo videli, ali mi ga bo uspelo ohraniti. Srečali se bomo čez 15 do 20 let. Takrat boste preverili in rekli, ali mi je uspelo ali ne. Tudi vi boste med njimi. Torej, poglejte. Tukaj skupaj z vami treniramo to ciliarno mišico. Prvi znaki, da z njo nekaj ni v redu, so naslednji. No, jasno je, ko na blizu ne vidite več tako dobro. To je takrat, ko nekaj gledate od blizu, na to pogled usmerite v daljavo in je nekoliko zamegljeno. Vaš vid se ne izostri takoj. Tudi to pomeni, da obstaja tak pojem kot spazem akomodacije. Vaša mišica ni več zelo elastična, tudi sama leča izgublja elastičnost in to elastičnost bomo postopoma začeli obnavljati. Torej, zato imate pripravljeno tabelo in vi. Recimo. Na tej razdalji jasno vidite vse vrstice in začnete se malo odmikati, najdete takšno razdaljo, na kateri vi začnete. No, recimo tako, da ne grem predaleč, kot da to vrstico vidim dobro, tukaj pa je že malo meglena. Tukaj sem se ustavil, našel sem takšno razdaljo. Recimo, za začetek stojite na razdalji iztegnjene roke. Če tukaj že imate take vrstice, ki jih vidite jasno in kjer slika ni več najboljša, ostanete na tej razdalji. Če pa tukaj vse dobro vidite, potem se morate malo bolj oddaljiti. Torej se oddaljite in recimo, da se vam že pojavi kakšna vrstica, ki je ne vidite več tako dobro. To so lahko črke, lahko so zabavne slike, različne. In začnete vaditi. Tukaj je zamegljena vrstica, začnete, izberete eno ali dve črki. To je odvisno tudi od širine, od vidnega polja. Mimogrede obstaja tudi skupina vaj za širjenje vidnega polja in kako izboljšati svoj vid z izboljšanjem perifernega vida. To je tudi tam v sklopu vaj. Poglejte si. Torej, našli smo zamegljeno vrstico, zdaj izberemo neko črko. Če pa imate široko vidno polje, boste medtem, ko gledate eno črko, ob strani še vedno videli tudi druge črke, naprimer. Dve ali celo z obeh strani po dve. In se osredotočite na eno določeno črko, gledate vanjo in kaj začnete delati? Začnete. Naredite majhen korak naprej in slika postane bolj jasna, če se pomaknete nazaj, pa postane spet nekoliko meglena. Izberete takšno amplitudo gibanja, da ne hodite preveč, a vseeno občutite to razliko. Torej, to je približno en korak. Ko naredite korak, vidite bolj jasno. Stopite nazaj. Slika postane zamegljena. Bolj jasno, potem zamegljeno. Stopite na takšno razdaljo, izberite takšno razdaljo, približajte se, da boste že jasno videli to črko. Torej, naprimer tukaj črko M vidim recimo slabo. Naredim korak, tukaj jo vidim, dobro, ampak opazim, da jo na razdalji pol koraka že vidim. Tukaj se ustavim na razdalji pol koraka
tukaj izbiram razdaljo. Tukaj jo vidim, tukaj več ne vidim, tukaj jo vidim, tukaj je ne vidim. In skoraj celo minuto izvajate to gibanje. Stopite naprej, stopite nazaj, stopite naprej, stopite nazaj. Ni pomembno, s katero nogo to počnete. Ta gibanja naredite z eno in nato z drugo. Naslednja faza je, da najdete takšno razdaljo, kjer imate vi, je ena vrstica jasna in ena vrstica meglena. Začnite osredotočati svoj pogled na kakšno megleno črko. In začnite izvajati te obrate, ki smo jih delali v prejšnji vaji. Desno, levo, gor, dol. 10, 15, 20 gibov. In čez nekaj časa, naprimer minuto ali dve, opazite, da je slika postala bolj jasna. Tukaj, če vam razdalja dopušča, lahko naredite korak dlje, če delate s spodnjimi vrsticami. Če vam razdalja v sobi tega ne omogoča, potem preprosto preusmerite pogled na vrstico, ki je nižje. In enako nadaljujte, izvajajte te gibe. Če ste opazili, da je v nekaterih položajih gibljivost boljša, v drugih slabša, lahko to tudi izkoristite. Torej, recimo, če ste opazili, da v zgornjem položaju, pri prvi vaji, ki smo jo delali, gibanje poteka nekoliko bolj togo, manj usklajeno. Lahko obesite tabelo zgoraj in na ta način hodite, gledate gor in dol, samo glave ne dvigujte. Pomembno je, da glava ostane naravnost, da pogled dvignete sem gor tukaj. Lahko to delate tudi na stolu, ampak na stolu boste lahko delali zasuke, ne pa gibanja gor dol. Enako, ja. Nato nadaljujete z nagibom, gledate svojo zamegljeno črko, z nagibom v eno in drugo stran. Torej bodo takšni položaji, ki so neprijetni, boste opazili, pri teh se malo dlje zadržite, s časoma boste lahko to izvajali vedno nižje in nižje. Vaje za tiste, ki slabo vidijo na blizu. Zelo podobne, princip je enak. Samo vse je treba izvajati že na bližnji razdalji. Lahko uporabite tabelo, v vsakdanjem življenju pa lahko uporabite svoj lasten telefon. In tukaj je bolj priročno, če uporabljate tabelo, lahko prav tako pristopite ali se oddaljite. Toda tukaj ni tako velike amplitude. Torej, tukaj ste naredili in še posebej prav pri vajah. Od daljnovidnosti. Ker večino časa vendarle beremo takole, tukaj, vidite. Potem se tudi naša mišica navadi delovati v določenem položaju, prav tako pride do določenega spazma mišic. Takšna mišična neravnovesja se razvijajo zaradi stalnega položaja očesa usmerjenega navzdol. Zato ni dovolj obremenitve, ko so oči usmerjene navzgor. Prav tukaj je zelo koristno trenirati v tem zgornjem položaju. Torej, po takšnem treningu boste opazili, da se bo celo tisto, kar je bilo preobremenjeno, sprostilo. Ker če mišico, ki dolgo ni delovala, ogremenimo, bo tja prišla kri in bo postalo bolje. Tista, ki je bila preobremenjena, pa se bo sprostila. Torej, še ena posebnost treninga. Pri delu na blizu je zaželeno dobro osvetlitev, torej, ko nekaj treniramo na blizu, ampak če to delate na telefonu, tam imate že tako dobro osvetlitev, kaj ne? Ampak priporočljivo je, da je tudi okoli vse osvetljeno. Ampak če to delate, na primer s tabelo, jo je dobro čez dan obesiti na okno. To je prav za vadbo od blizu. Ko pa vadite malo nadaleč, tukaj je pa najbolj zanimivo, močne osvetlitve pravzaprav sploh ne potrebujete. Ko sem treniral, sem opazil tak učinek, da če vadite pri takšni, torej ne preveč močni osvetlitvi in se učite videti, na primer pri šibki osvetlitvi vidite to vrstico.
Pri dobri in jasni osvetlitvi pa boste zlahka videli tole. Torej, tudi to lahko uporabite pri svojih treningih. Torej, prijatelji, ne uspem vam vsega povedati, ampak že to, kar sem vam zdaj pokazal, daje zelo dobre rezultate. In kaj naj vam rečem? Poskusite, sporočite, kaj vam je uspelo. Do novih oddaj.